O ne, komaj smo začeli, pa se že motimo. V naslednjih 3 trditvah so namreč 3 napake. Tekmovalci, če jih popravite v 15 sekundah, dobite po 5 točk. Ste pripravljeni? Ja, rumeni ja, vijoličasti ja? Dobro. Začnimo kar s prvo trditvijo. Za začetek se bomo malo podkrepili. Kranjska klobasa kot pomemben del slovenske kulinarične dediščine nosi zaščiteno geografsko oznako Evropske unije. Narejena je samo iz govejega mesa in začimb, postrežemo pa jo z gorčico in hrenom. Prosimo, poiščite napako. Ne, a geografsko oznako? Ne, kulturno. Obe ekipi ste zapisali svoje odgovore, poglejmo, kaj ste napisali. Rumeni kulturno in pa svinjskega. No, pa poglejmo, kdo ima prav. Lahko povem, da samo ena ekipa in sicer pravilni odgovor je svinjskega. Prvih 5 točk za vijoličasto ekipo. Ja, žal, napaka ni bila tam okoli dediščine in tako naprej, ampak okoli mesa seveda je pripravljena iz svinjskega, ne pa govejega. Od prave hrane pa gremo zdaj k hrani za dušo, k knjigam. Desetnica, Večernica, Levstikova nagrada in Zlata hruška so slovenske literarne nagrade, ki jih za najboljša dela slovenske potopisne književnosti podelijo društva, knjižnice, založbe in časopisne hiše. Rumeni so na koncu napisali, poglejmo, če vam je uspelo. Kulturne bo odgovor, to se pravi kulturne, podobno kakor prej. Vijoličasti, vi pa ste zapisali leposlovne. Poglejmo, če ima katera izmed ekip prav. Ne, žal ne. Govorimo o otroški oziroma mladinski književnosti, ne pa potopisni. Žal tokrat točk nismo podelili. Zdaj pa bomo spet malo navijali. Ob uspehih slovenskih športnikov v tujini jih na osrednjem slovenskem letališču Jožeta Plečnika, ki se nahaja v neposredni bližini Gorenjske avtoceste, pogosto pričaka množica navijačev. Kam smo tukaj skrili napako? Tu pa sta obe ekipi kar hitro odgovorili. Poglejmo, kakšna sta vaša odgovora. Pučnika in Pučnika. Odgovor pa je seveda pravilen. 5 točk za obe ekipi. Ja, aerodrom se seveda ne imenuje po arhitektu Jožetu Plečniku, ampak po politiku Jožetu Pučniku. Prihodnje leto pa bo letališče praznovalo, ne boste verjeli, že 60 let.